Tradicionalni mediji doživljajo globoke in hitre spremembe, zaradi katerih so nam starejšim skoraj neprepoznavni. Velik del judovskih medijev je potegnjen v to dogajanje z zmanjševanjem proračunov in vse manjšim številom gledalcev, vsaj na mestih, kjer so bili vsi vajeni spremljati novice. Kako se ameriški judovski mediji prilagajajo ne le spremembam v širšem svetu, ampak tudi notranjim preobrazbam v judovskih skupnostih ZDA. Ta teden bomo v oddaji American View govorili s predsednikom Ameriškega združenja judovskega tiska, Amijem Edenom. Ami Eden, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Niste le predsednik Ameriškega združenja judovskega tiska, ampak tudi izvršni direktor in glavni urednik 70 Faces Media, ki izdaja nekatere znane blagovne znamke, kot sta Jewish Telegraphic Agency in New York Jewish Week. Res cenimo, da ste si vzeli čas in ste z nami, saj je toliko tem za pogovor in toliko sprememb v ameriških judovskih medijih v tako negotovem času. Povejte nam, kakšno je trenutno stanje ameriških judovskih medijev in kje stojijo? Ja, ne bi rad začel prepirljivo, ampak bi nekoliko oporekal glede negotovosti, saj se dogaja, kot da gre za dve povsem različni zgodbi. Na nacionalni ravni smo, bi rekel, v zelo dolgotrajni renesansi. Če pogledate nazaj 15 let, veste, ko pogledate stvari, ki obstajajo zdaj, pa prej niso obstajale. Revia Tablet, Times of Israel. Veste, kup medijskih znamk na 70 Faces Media. Hey Alma, Kfar. In veste, veste, na levi imate Jewish Currents. Ima preporod. The Forward je razširil svojo digitalno dejavnost. Veste, obstaja ogromno primerov medijev, ki so bodisi stari, desetletja ali celo stoletja stari, kot naprimer GTA, Moment Magazine. Drugi taki mediji se prenavljajo in obnavljajo. Ali pa so na sceni novi akterji, ki res počnejo vznemirljive in zanimive stvari po celotnem političnem in verskem spektru. In to gre odlično. In poleg tega imate veste, ustvarjalce, kot so vplivneži, podcasterji, pisci na Substacku. V tem okolju ni pomankanja glasov, osredotočenih na judovsko tematiko. Mislim, da je veliko težav in izzivov prav pri judovskih medijih na lokalni ravni. In lahko se pogovorimo, zakaj je tako, ampak mislim, da obstaja velika vrzel med stanjem in vitalnostjo nacionalnih ter mednarodnih judovskih medijev v primerjavi s tem, kar se dogaja na lokalni ravni. Ne, nisem mislil na negotovost ameriških medijev. Mislil sem na ameriško judovsko skupnost. Po 7. oktobru je vzdušje zelo napeto. In veste, v zvezi s tem, 7. oktober je spremenil vse za ameriško judovsko skupnost. Prepričan sem, da ameriški judovski mediji niso bili izjema. Mislim, ali čutite dodaten pritisk, da pokrivate določene teme na ta ali oni način? Mislim, kako svet po 7. oktobru vpliva na poročanje ameriških judovskih medijev? Ja, mislim, da so se v resnici v letih, celo desetletjih pred 7. oktobrom, judovski mediji na veliko različnih načinov spremenili. In to zagotovo velja za 70 Faces Media. Mislim, da smo svojo vlogo videli ne le kot posredovanje novic in informacij, ampak resnično kot pomoč ljudem, da najdejo načine za povezovanje s svojo judovsko identiteto. Na načine, ki so morda presegali zgolj običajne novice. In mislim, da se je po 7. oktobru resnično spremenilo to, da ljudje niso postali le bolj lačni novic. Ampak razlog, da so postali bolj lačni, je bil ta, da je tisto, kar se je dogajalo v novicah, vplivalo na njihovo judovsko identiteto. Če razumete, kaj želim povedati, ni tako, da bi jih prej bolj skrbela njihova judovska identiteta in zdaj jih zanimajo novice. Gre za to, da so stvari, ki nekako ogrožajo ali obremenjujejo njihovo judovsko identiteto, povezane s temeljnimi zgodbami v novicah. In mislim, da je to res. To resnično vodi, bi rekel, k večji osredotočenosti ter k temu, da se energija in sredstva vlagajo v resno poročanje o novicah, mnenja o novicah. In to je resnična, to je velika sprememba, mislim, po 7. oktobru. In seveda to počnemo. Dogajanje v novicah je bilo izjemno zahtevno, saj je veliko predpostavk tako v širši skupnosti kot v medijskem prostoru in znotraj judovske skupnosti, ki so izzvane in preizkušene. Veš kje,
in veliko razdvojenosti, veliko in ne samo razdvojenosti, ampak tudi veliko različnih občutkov resničnosti. In veš, krmariti skozi to je res težko, še posebej, če si medijska hiša. Mislim, da je veliko judovskih medijev, ki še vedno poskušajo služiti skupnosti v širšem smislu, ampak o tem lahko zagotovo še govorimo. Ja, seveda, mislim, ameriški judovski mediji niso monolitni. Veš, imaš velike nacionalne časopise, imaš časopise, ki so usmerjeni v določene skupnosti, imaš manjše regionalne časopise. Veš, jaz sem odraščal v severovzhodni Filadelfiji. Vsak teden so mi na prag dostavili Jewish Exponent. Zdaj pa se moraš prijaviti in unesti svoje podatke, kot je to že nekaj tednov. Mislim, celoten način, celoten pristop se je spremenil. Je to nekako povezano s širšo medijsko krajino, ki se spreminja, ali pa obstajajo stvari, ki so specifične za ameriške judovske medije, na katere ste se morali prilagoditi? Ne, mislim, da so prisotni zelo podobni pritiski. Naj samo omenim, tudi jaz sem iz Filadelfije in moja prva služba je bila urednik agencijskih novic pri Jewish Exponent. In veste, takrat so bile največje številke morda, veste, od 96 do 120 strani pred Roš Hašano in Pesahom. In veste, v poletnih mesecih, ko je bil časopis tanjši, je imel morda 48 strani, kaj ne? In zdaj bi bil časopis z 48 stranmi, veste, fantastičen. Mislim, da so tukaj trendi, ki so vzporedni. V tem splošni mediji in judovski mediji, ki so lokalni mediji na splošno, so pod velikim pritiskom. In mislim, da obstaja veliko uspešnih nacionalnih medijev, novih medijev, starih medijev, ki so se popolnoma preoblikovali, kot na primer New York Times. Ne glede na to, kaj si o njem mislite politično, je z vidika poslovnega in digitalnega modela v primerjavi s stanjem pred 15-20 leti to popoln preobrat. In mislim, da to opažate. Takšnih zgodb je na nacionalni ravni ogromno. In seveda, posamezni ustvarjalci in tudi nacionalni mediji, veste, mnogi med njimi uspevajo. Če pa greste na lokalno raven, je veliko podobnih primerov. Izzivi so enaki. In res se vse skupaj skrči na isto. Nekateri dejavniki so, veste, imeli ste ekonomski model, ki je temeljil na določenih vrstah oglaševanja, ki so popolnoma izginile. Ljudje lahko zdaj dostopajo do vseh vrst nišnih vsebin, veste, nekaj takega kot The Athletic, ki vam ponuja lokalne športe. To je nacionalni medij, ki vam ponuja vaše lokalne športe. Zdaj ne potrebujete več Philadelphia Inquirer ali Philadelphia Daily News, da bi dobili svoje lokalne športne novice. In mislim, da je za lokalne judovske medije podobno tudi na gospodarskem področju. In kjer so v slabšem položaju, nimajo toliko dostopa do kapitala. In v našem primeru je to filantropski kapital. Veste, fundacije, veste, da jim v bistvu pomagajo pri digitalni preobrazbi in resnično vlagajo v podjetje na nove načine, da ustvarjajo medijske vsebine ter nadgrajujejo in razvijajo svoje publikacije. In del problema je, da nimajo. Del razloga, zakaj so ljudje pripravljeni staviti na nas, da to naredimo na nacionalni ravni, je v tem, da imamo potencial doseči milijone, kaj ne? Če ste lokalni judovski časopis, ki služi skupnosti največ 40 000 judov. Nikoli ne boste mogli, zelo težko bo upravičiti, veste, donosnost naložbe. Pozabite na finance, ne mislim samo na dolarje, ampak mislim na število ljudi, ki jim boste služili in na katere boste vplivali, bo že po definiciji manjše. Imate nekakšno omejeno občinstvo, medtem ko mi na nacionalni ravni imamo doseg, veste, lahko dosegamo milijone judov. Lahko vplivamo na nacionalni pogovor, ki vpliva na jude. Za lokalne medije je veliko težje to dokazati. Ampak rad bi dodal, ampak resnica je, ko pogledate, kaj se dogaja v svetu in kaj se dogaja v novicah, te lokalne medijske hiše, tako v splošnih medijih kot v judovskih medijih, so res ključnega pomena. Ko pomislite na razpad skupnosti, razpad zaupanja, razpad dialoga, bi bilo res pomembno, da bi lokalni mediji uspevali in igrali svojo vlogo. In zato, veste, včasih želite reči, v redu, čas za nekaj je minil in čas je za novo, ampak jaz tega ne vidim tako. Resnično mislim, da je najboljša stvar za judovsko skupnost, da ima uspešne nacionalne medije. V našem primeru recimo GTA, ki lokalnim časopisom zagotavlja nacionalno in mednarodno poročanje.
ampak potrebujemo, da so ti lokalni časopisi pomembni, kaj ne? Potrebujemo, da imajo sredstva, da služijo svojim skupnostim in igrajo vlogo, ki so jo vedno imeli. In dodal bom še eno stvar glede lokalnih medijev. Veste, po vsej državi poteka velik gibanje za lokalno novinarstvo. Da bi poskušali doseči, veste, ne govorim samo v judovski skupnosti, tudi zunaj nje, da bi fundacije pomagale podpreti in oživiti lokalne medije. In ko greste na konference ali na kraje, kjer se te ljudje zbirajo, postane zelo hitro jasno. Hitro postane jasno, da je veliko tega v resnici postalo nekakšen levičarski medij. To je res levičarsko, ne vedno izključno, ampak je levičarsko-liberalna perspektiva. Mislim, da veliko lokalnih judovskih časopisov še vedno resno jemlje idejo, da so kot skupni forum za celotno judovsko skupnost. Mislim, da je to nekaj res plemenitega. In mislim tudi, da imajo ljudje, ki berejo te judovske časopise, lokalne judovske časopise, še vedno močno zaupanje, močno povezavo z njimi. Kako pa to razširiš? Kako to preneseš na naslednjo generacijo, ko ti primanjkuje virov in podobno? Kako potekajo ti pogovori? Mislim, imate letni vrh Ameriškega združenja judovskega tiska. Obstajajo tudi druge konference v okviru medijev. Mislim, ali si med seboj pomagate in ko rečem vi, mislim tudi mi smo del tega na I24, ali si med seboj pomagate, ali delujete kot kolektiv, da bi poskušali rešiti te težave. Ali je bolj vsak zase in kdor pobere drobtine na koncu, bo pač uspel. Mislim, kje je občutek skupnosti v tem izzivu? Ja, in glej, mi, jaz in 70 Faces Media igramo zelo specifično vlogo. Torej je ena od vlog GTA, njena zgodovinska vloga, je bila biti tiskovna agencija za mednarodne judovske časopise in lokalne judovske medije. Tako je v naši DNK, da pomagamo vsem našim partnerskim časopisom in ponovno imamo nacionalne stranke, mednarodne stranke in še vedno več 10 lokalnih. In res smo, veste, pravi partnerji z njimi in njihov uspeh vidimo kot naš uspeh. In povem vam, seveda obstaja še ena, veste, JNS je drugačna tiskovna agencija. Imajo svojo usmeritev, oskrbujejo veliko istih strank. In ne bom rekel, da tam ni tekmovalnosti. Ampak jaz sem predsednik Ameriškega judovskega novinarskega združenja. Karen Smilk, urednica pri JNS, je podpredsednica. In na koncu mislim, da če bi prišli na tisto konferenco, bi v bistvu videli, da nam je vsem res mar za judovsko skupnost. In to ni vedno v trendu, veste, to ne pomeni, da imamo vsi enake ideje o tem, kaj je dobro za judovsko skupnost. Ampak mislim, da navijamo drug za drugega. Mislim, da si želimo, veste, da bi vsi različni sektori uspeli. In spet, ne pravim, da ni rivalstev, da ni napetosti včasih, ali veste, da ni desničarskih in levičarskih medijev, ki drug na drugega morda gledajo. Veste, negativno. Ampak mislim, da je relativno gledano še vedno precej dobra povezanost in tovarištvo, ki ga vsi prinašamo. Zveni kot konferenca predsednikov v bistvu. To je ta krovna organizacija. Morda imamo različna stališča in prihajamo z vseh koncev spektra, ampak nekako delujemo kot kolektiv za skupno dobro, tako rekoč. Je to natančen opis? Mislim, že dolgo je, odkar sem poročal o konferenci predsednikov. Torej, veste, prepričan sem, da se pod vodstvom Viljama Darofa, ki ima prijeten, nežen pristop, vsi odlično razumejo. Ampak v mojih časih, ko sem o tem poročal, je bilo veliko sporov, ki so bili, bi rekel, precej ostrejši kot tisti znotraj judovskega medijskega mehurčka. Mislim, da je to dobro. Mislim, da smo mislim, da je veliko mislim, da je veliko skupne zaskrbljenosti, veliko skupne predanosti, velika pripravljenost za deljenje dobrih praks, za izmenjavo poskusov. Ampak spet, niso vsi taki. Očitno so nekateri, ki, veste, nekako delajo po svoje. Tako da ni tako, da bi bili vsi skupaj za isto mizo, ampak mislim, da obstaja skupina lokalnih časopisov in nekaj nacionalnih, zagotovo tiskovne agencije in še nekateri drugi, ki so pogosto v stiku ali v pogovoru drug z drugim. Ja, pokrivamo politiko. Mislim, to je naša osnovna dejavnost, kar zadeva odnose med ZDA in Izraelom. In velikokrat jaz govorim o tem, kako Izrael pogosto postane predmet političnega preigravanja, prav tako tudi judovska skupnost znotraj širše politične slike.
Ampak pogosto se mi, vsaj tukaj interno, zdi kot paradoks, ker o tem toliko govorimo. Vse, kar počnemo, se vidi skozi prizmo judovske skupnosti ali ZDA. Odnosa med Izraelom in ZDA, da postane težko vsem drugim povedati: hej, ne uporabljajte nas kot predmet političnega preigravanja tukaj, ko, veš, včasih to počnemo zgolj iz refleksa, zgolj zaradi načina, kako vidimo svet. Širši ameriški judovski tisk, ali imaš občutek, da obstaja zavedanje, da moramo to pokrivati skozi judovsko perspektivo, vendar hkrati morda dajemo, ne vem, napačen vtis, če uporabim to besedo, da bi morali vsi gledati na stvari skozi judovsko perspektivo, namesto na kakšen drug način? Glej, mislim, da imamo nalogo, ki jo moramo opraviti. In mislim, da je resnica ta, da smo večinoma, ne glede na to, kje smo na političnem ali verskem spektru, večino časa naš fokus na tem, kako služimo svojemu občinstvu na način, ki ga potrebujejo. In mislim, da ne porabljamo veliko časa za to. Veste, morda na bolje ali na slabše. Mislim, da ne porabljamo veliko časa za razmišljanje, kako bomo, če bomo služili naši skupnosti na ta način, kot ga potrebujejo, bo to imelo učinek tudi drugje. Ne mislim, da je to tisto, kar žene večino judovskih medijev. Mislim, da razmišljamo o tem, kdo je naše občinstvo, kaj jim je pomembno, kaj potrebujejo. In rekel bom, mislim, da obstaja vse večja skupina ameriških judov, ki ne vse manj zaupajo osrednjim medijem. Medtem ko je bilo to včasih, bi rekel, bolj desničarsko, veste, v središču pozornosti, veste, poudarjeno. Mislim, da obstaja veliko širši spekter ljudi, ki jim osrednji mediji niso blizu ali pa jim ne zaupajo. Ampak veliko teh istih ljudi še vedno želi pravo novinarstvo o judovski skupnosti, o Izraelu. Veš, ki govori o mednarodnih judovskih skupnostih in se ne boji opravljati pravega novinarstva. Ampak želijo vedeti, da to novinarstvo prihaja iz medijev, ki delijo njihove vrednote, ki imajo nekaj skupnih osnovnih predpostavk. Da veš, da imajo občutek, ko berejo zahteven članek. Ni zato, ker veš, ni tako, da bi bil motiv negativen. Veš, ni tako, veš, to, in mislim, da je to pomembno za vedno več ljudi, kot bi bilo mogoče prej, veš, pred 7. oktobrom. Nekako govorimo o upadajočem številu gledalcev, upadajočem številu naročnikov in o tem, da moramo najti nove metode in nove poti. Znotraj ameriškega judovskega tiska, kje najdete te nove bralce, te nove poslušalce, te nove naročnike? Ali za to sploh obstaja občinstvo? Mislim, da je ena od prednosti, ki jih imamo pri 70 Faces Media, ena naših pravih moči ta, da delujemo kot hiša blagovnih znamk. Torej, imamo več publikacij. In ko to počneš, se lahko obrneš na različna občinstva z različnimi predpostavkami. Veste, govoril sem o tem, kako imamo skupne predpostavke, ampak tudi znotraj judovske skupnosti je še vedno veliko različnih starosti, različnih senzibilnosti, različnih ravni znanja. Tako, lahko imamo JTA, ki morda služi bolj tradicionalnemu, ne nujno versko tradicionalnemu, ampak tradicionalnemu občinstvu, morda nekoliko starejšemu. Ampak veste, to ima nekakšen konvencionalen način gledanja na judovsko identiteto in judovsko skupnost ter razumevanja Izraela. In potem imamo lahko blagovno znamko, kot je Hey Alma, ki je bila zasnovana za ljudi v njihovih 20 in 30 letih, ki prihajajo iz povsem drugačnega nabora osnovnih predpostavk o tem, kaj pomeni judovska identiteta, kakšne vprašanja imajo, s čim se spopadajo. In zato nam omogoča, da počnemo nekatere stvari drugače. Ali tisti, ki imajo denar, še vedno vidijo vrednost v tem? Ali tisti, ki podpisujejo čeke, ne glede na to, ali prihajajo iz zvez ali iz zasebnih podjetij, in ne govorim samo o vaših lastnih blagovnih znamkah, še vedno vidijo vrednost v tem? Govorim o širši ameriški judovski medijski krajini. Ali še vedno vidijo vrednost v tem? Ali pa morate iskati denar drugje? Mislim, da imamo. Če smo imeli pred 10 leti 2 fundaciji, ki ste nas financirali z več kot, veste, 6-mestnimi zneski, jih imamo zdaj 8, kaj ne? Mislim, da jih imamo, in to v višjih zneskih kot prej. In mislim, da bi lahko navedli tudi več drugih medijev, ki jim uspeva zbirati denar na visoki ravni. In poglejte, tudi mi smo Vložili smo trud v izgradnjo oglaševalskega posla v zadnjih 10 letih
ki je zrasel za 6-krat, odkar smo mu začeli posvečati pozornost. In to sem omenil, torej velik del tega prihodka izhaja iz tega, da judovski neprofitni sektor vidi vrednost v doseganju naše publike. Tako je, popolnoma. In potem imate uporabnike, ki so, veste, ki nam neposredno dajejo denar, kar narašča. Ampak če se vrnem k filantropom, definitivno mislim, da je veliko judovskih nacionalnih medijev, ki jim gre zelo dobro pri gradnji večje filantropske baze. Ali spremembe znotraj ameriške judovske skupnosti? In mislim, o tem lahko govorimo, teh je na tisoče, ampak posebej tiste, ki so bolj prelomne. Ali te spremembe prispevajo k močnejšim ameriškim judovskim medijem, ali pa postavljajo ovire za ta razvoj. Katero stvar? Nisem ujel, kaj si rekel. Ko govorimo o prelomnih spremembah v ameriški judovski skupnosti, naj bo to porast deleža ortodoksnih v primerjavi s sekularnimi. Naj bo to katerikoli izmed dejavnikov, ki jih redno obravnavamo. Seveda obstajajo določeni izzivi, ko to počneš, ampak na koncu je vznemirljivo in navdušujoče imeti različne dele skupnosti, ki se razvijajo. In veste, razvijajo se in spreminjajo, ter se lotevajo novih vznemirljivih stvari ali se soočajo z izzivi. To je res priložnost z vidika medijev, je zelo vznemirljivo in pomembno, ker nas naredi pomembne, kaj ne? Še toliko bolj bodo mediji prostor, ki lahko pomaga držati skupaj. V naši izjavi o poslanstvu govorimo o tem, da smo digitalno vezivno tkivo judovske skupnosti. In to ni samo všečna domislica, kaj ne? Medijske hiše so prostor, ki imajo obseg in prilagodljivost za dosego ljudi. Dosežejo veliko različnih ljudi ter različnim skupnostim pomagajo, da se spoznavajo, se bolje razumejo in se ne izogibajo razlikam ter nesoglasjem. Torej, bolj kot postaja skupnost eklektična z vidika medijev, ja, to prinaša nekatere manjše izzive, a na koncu je to. To je ogromna, vznemirljiva vloga za nas, da lahko prevajamo, povezujemo in združujemo različne vrste ljudi. To je zelo vznemirljivo. Imamo še približno 2 minuti, rad bi vas vprašal, kaj sledi? Kaj je naslednji veliki preskok, ki ga pričakujete na področju ameriških judovskih medijev? Naslednji veliki izziv, naslednja velika stvar v bistvu, ker moraš vedno načrtovati, vedno moraš gledati 10 korakov naprej. Če obstaja soglasje ali vsaj večinsko mnenje, ki ste ga slišali, kaj je naslednja velika stvar? Mislim, da je na nacionalni ravni, o čemer vsi razmišljamo ali bi morali razmišljati, je, ali obstaja način, kako združiti prednosti zaupanja vredne blagovne znamke, kar je nekako vedno bila osnova posla, kaj ne? Želiš imeti nekakšno medijsko znamko, ki jo ljudje poznajo, ji zaupajo, imajo naklonjenost do nje. In potem pride ta revolucija neodvisnih ustvarjalcev. In vidiš, da se to dogaja v širšem spektru, kjer neodvisni ustvarjalci postajajo nekakšni osrednji mediji, medtem ko osrednji mediji poskušajo pritegniti ustvarjalce. Kako to naredimo v judovskih medijih, ne? Kako izkoristimo moč, spoštovanje, ugled in trajnost naših uveljavljenih blagovnih znamk ali celo novejših medijskih znamk? Kako jih povežemo z ustvarjalci, da si obe skupini medsebojno pomagata? In mislim, da pri nacionalnem v primerjavi z lokalnim in temu poskušamo nameniti veliko časa je, kako lahko izkoristimo več svojih virov in uspehov, da bi našli načine za dvig lokalnega novinarstva in ga naredili bolj trajnostnega. Tako smo zgodovinsko gledano več kot 100 let pošiljali odlična nacionalna in mednarodna poročila našim lokalnim partnerjem. Kateri so modeli, kakšni so mehanizmi, prek katerih lahko vsi ti uspešni nacionalni mediji pomagajo? Ali obstajajo načini, kako lahko pomagamo? In ne vem, ali to pomeni, da se združujemo, ponujamo boljše storitve, ali pa tem lokalnim časopisom zagotavljamo boljše vire in usposabljanja. Mislim, da tega še nismo ugotovili in da moramo to še ugotoviti. Ampak to sta ti dve strukturni stvari, na kateri se osredotočam. In potem tudi vsi moramo slediti tehnološkemu razvoju, izkoriščati podatke, umetno inteligenco in vsa ta orodja, ki prihajajo.
In to je velik izziv, tudi za največje judovske medijske hiše z vidika virov. To je izziv, res velik izziv. Nismo tehnološka podjetja, kaj ne? New York Times se lahko spremeni v podjetje za igre. Ljudje se šalijo, da je zdaj podjetje za igre, ki po naključju poroča o novicah. Tega ne moremo, nimamo verov ali sposobnosti za kaj takega. Zato se sprašujemo, kako naj sledimo in izkoristimo tehnološke inovacije, da služimo našim bralcem. To je druga velika stvar. Zanimivi časi, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za nas. Avi Eden, predsednik Ameriškega združenja judovskega tiska in direktor ter glavni urednik 70 Faces Media. Res cenimo tu, Avi. Hvala, Mike. Vesel sem, da sem tukaj. In spet se bomo pogovarjali z vami prihodnji teden tukaj v oddaji American View.